Sestre Mitford so bile britanske aristokratinje, ki so v 30 letih prejšnjega stoletja postale razpite zaradi pogosto škandaloznih razlogov. 6 jih je bilo poimenovanih vojvodinja, fašistka, komunistka, nacistka, pisateljica in tista druga. Torej, zakaj so bile tako kontroverzne? In zakaj nas še vedno tako zanimajo? Pridružite se mi in izvedeli bomo skupaj. Družina Mitford, iz katere izhaja 6 sester Mitford, lahko svoje korenine v Angliji sledi vse do časa pred normansko osvojitvijo države v 11. stoletju. V času, ko je William osvajalec s svojimi normanskimi vitezi prečkal iz Francije, da bi osvojil Anglijo, je družino vodil Sir John de Mitford, ki je vladal gradu Mitford v Northumberlandu na severu države ob škotski meji. Neverjetno, toda družina Mitford je tukaj ohranila svoj posest še naslednjih 800 let. Oče sester je bil David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, drugi baron Ridsdale v angleškem plemstvu. Bil je znan po svoji ekscentričnosti, vendar je bila družina precej uspešna. Na primer, njegov praded je bil znan britanski zgodovinar v zgodnjem 19. stoletju. Njihova mati je bila Sydney Bowles, katere oče Tomaž je bil član parlamenta ter ugleden pisatelj in založnik, ki je ustanovil več znanih britanskih revij tistega časa, vključno z izvirno Vanity Fair. David in Sydney sta po poroki leta 1904 imela skupaj 7 otrok. Najstarejša Nancy se je rodila le nekaj mesecev po njuni poroki. Pamela se je rodila leta 1907, kmalu za njo pa še njun edini sin Tomaž januarja 1909. Njuna tretja hči se je rodila leta 1910. Nekaj časa je bilo mirno, preden se je avgusta 1914 rodila Unity, le nekaj dni po izbruhu Prve svetovne vojne, v kateri je David služil v Franciji. Jessica se je rodila leta 1917, nazadnje pa še Deborah leta 1920. Tomaž je živel le do srednjih 30 let, saj je bil ubit v službi v zadnjih mesecih Druge svetovne vojne leta 1945, ko se je boril na pacifiškem bojišču. Sestre pa so skoraj vse živele dolgo. Nanje so močno vplivali njuni starši, saj je bil David trdno konzervativen, medtem ko se je Sara v 30 in 40 letih spogledovala s fašizmom. To je na koncu privedlo do njune razhoda leta 1943, sredi Druge svetovne vojne, vendar boste kmalu videli, da so bile politične kontroverze družine Mitford še veliko globje. Najstarejša izmed sester Mitford je utrdila njihov sloves po inteligenci in disfunkcionalnosti. Dekleta so bila vzgajana dokaj izolirano, doma šolana na kaotičen način in so trpela zaradi 2 staršev, ki sta bila enako oddaljena in nevrotična. Zaradi tega se je Nancy zatekla k obsežni knjižnici v njihovem domu, Bedsford House. Prav tam so se prvič razvile njene literarne ambicije. Na svoj 18. rojstni dan leta 1922 je bila predstavljena britanski visoki družbi in nato postala izjemna osebnost v obdobju med obema vojnama, pri čemer je sklepala prijateljstva z uglednimi pisatelji tistega časa, kot sta Evelyn Waugh in John Betjeman. To je bilo v njeni vlogi ene najbolj javno prepoznavnih članic tako imenovanih Bright Young Things, skupine mladih pripadnikov britanske aristokracije in višjega srednjega razreda, ki so postali znani v 20 letih prejšnjega stoletja. Velika Britanija jih je poznala tako po njihovih zabavah in pretiranem pitju, kot tudi po njihovem umetniškem in literarnem delu. Medtem se je leta 1933 poročila s Petrom Rodom, sinom Sir Ronalda Roda, britanskega diplomata in politika. To je bil nesrečen zakon, v katerega je Nancy vstopila šele potem, ko dolgoletno dvorjenje z Erskinom Hamishem, sinom grofa Roslina, ni pripeljalo do poroke. Nancy se očitno ni zavedala, da je bil Hamish gej in da je bil nekoč celo v razmerju z njenim mlajšim bratom Tomom. Tudi v 30 letih prejšnjega stoletja se je Nancy prvič začela resno ukvarjati s pisanjem in dobila službo redne kolumnistke v reviji The Lady, eni od revij, ki jih je ustanovil njen materin dedek. Leta 1931 je izdala tudi svoj prvi roman z naslovom Highland Fling, prvega od 8 romanov, ki jih je napisala. Proti koncu 30 let prejšnjega stoletja, čeprav je njen zakon razpadal in se nista ločila vse do leta 1957, sta z Rodom v bistvu živela ločeno že od poznih 30 let naprej. Med drugo svetovno vojno se je Nancy zapletla s francoskim častnikom Gastonom Palevskim,
ki je po padcu Francije v roke nacistov poleti 1940 odšel v Anglijo. Začela sta strastno razmerje in jasno je, da je bil on ljubezen njenega življenja. Po koncu vojne, leta 1945, sta se skupaj naselila v Franciji in prav tam je vstopila v drugo pomembno obdobje svoje literarne kariere. To je bilo kot zgodovinarka. In v 50 letih prejšnjega stoletja je delala na cenjenih, a neobjavljenih biografskih študijah osebnosti iz 18. stoletja, kot so kralj Ludvik XIV. Francoski, Friderik Veliki Pruski, Madame Pompadour in francoski razsvetljenski filozof Voltaire. Žal njeno razmerje s Palevskim v teh letih ni preživelo. Poleg tega pa je v 60 letih postajala vse bolj bolna zaradi raka. Na koncu je umrla v Parizu leta 1973. Po mnogih merilih je Pamela živela najmanj opazno življenje od 6 sester Mitford, čeprav boste videli, da so nekatere njene sestre pritegnile pozornost iz povsem napačnih razlogov. Bila je zasebna ženska, ki je imela rada preprosto podeželsko življenje, zato so jo poznali kot tiho, Mitfordovo in pozabljeno sestro. Kljub temu je njena poroka leta 1936 z Derekom Jacksonom, premožnim in cenjenim atomskim fizikom, pritegnila pozornost javnosti. Ne nazadnje zato, ker je bil Jackson razpit biseksualec, ki se je na koncu poročil 6-krat in imel številne afere. Bil je tudi izrazito proti antisemitizmu. Povezala ju je ljubezen do jahanja, vendar sta se leta 1951 ločila. Nato je Pamela postala tesna spremljevalka italijanske jahačice po imenu Giuditta Tomasini. Splošno se domneva, da je bil njun odnos spolne narave, Pamela pa je bila biseksualka. Vendar sta se v zgodnjih 70 letih razšli. Nato pa je Pamela živela mirno življenje v Cotswoldsu in Londonu. Leta 1994 je Pamela padla po strmih stopnicah in si zlomila 2 kosti v nogi. Kljub operaciji si ni opomogla in je umrla v bolnišnici 12. aprila 1994, stara 86 let. Srednji sestri Mitford, Diana in Unity sta bili nedvomno najbolj sporni. Bili sta podobni svoji materi, katere politična prepričanja so bila škandalozna in ki med drugo svetovno vojno ni hotela odreči podpore fašizmu. To je bila lastnost, ki jo je delil tudi edini fant v družini Mitford, Tom, ki se je konec 20 let prejšnjega stoletja med obiskom Berlina povezal z nacizmom in ki so ga med drugo svetovno vojno poslali v boj proti Italijanom ali Japoncem, saj je zavrnil dvigniti orožje proti Nemcem. V primeru Diane je bila njena spogledovanja s fašizmom izjemno javna. Čeprav se je leta 1929, ko je bila stara komaj 19 let, poročila z Brianom Walterjem Guinnessom, dedičem baronije Mowen, se je ta prvi zakon kmalu začel rušiti, potem ko je Diana spoznala Oswalda Mosleya, ki je bil 14 let starejši od nje. Mosley je izhajal iz manjše britanske aristokracije in je bil v 20 letih prejšnjega stoletja obetavna osebnost v britanski politiki, saj je med letoma 1929 in 1931 služil kot kancler vojvodine Lancaster v laboristični vladi Ramsaya MacDonalda. Vendar pa je nato postal razočaran nad ustaljeno britansko politiko in tako kot velik del Evrope začel simpatizirati z bolj skrajnimi političnimi ideologijami. Po zlomu borze na Wall Streetu in začetku Velike depresije je Mosley leta 1932 ustanovil Britansko zvezo fašistov. Približno v tem času sta se on in Diana srečala na vrtni zabavi. Oba sta bila poročena, vendar je Diana kmalu zapustila svojega prvega moža. Mosleyjeva žena pa je umrla leta 1933. Nato se je njuno dvorjenje postopoma razvijalo. Poročila sta se leta 1936 v domu nemškega ministra za propagando Josefa Goebbelsa v Berlinu. Omeniti velja, da se je slovesnosti udeležil tudi Adolf Hitler. Čeprav je Britanska zveza fašistov v 30 letih prejšnjega stoletja v Britaniji pridobila nekaj podpore, so se po začetku vojne z Nemčijo septembra 1939 razšli. Leta 1940, ko je Nemčija začela invazijo in okupacijo Zahodne Evrope, nato pa še bombardiranje Britanije, sta bila Oswald in Diana zaprta strani vlade. Tam sta ostala do leta 1943, ko se je vojna že obrnila proti Nemčiji in osebnosti, kot sta Mosleyjeva, niso bile več obravnavane kot velika grožnja britanski notranji varnosti.
Po koncu konflikta z Oswaldom nista mogla živeti v Britaniji in sta se preselila v Francijo. Tam si je Diana po vojni ustvarila precejšnjo literarno kariero. Urejala je revijo European, ki je imela profašistično usmeritev in bila nekaj časa tudi recenzentka pri The New Statesman. Do svoje smrti v Parizu leta 2003 pri 93 letih se ni nikoli pokesala za svojo fašistično preteklost. Dianino podporo fašizmu je delila tudi njena mlajša sestra. Unity se je rodila leta 1914 in je odrasla v zgodnjih 30 letih prejšnjega stoletja, ko je bila politična krajina Evrope vse bolj razdeljena. Sobo si je delila svojo sestro Jessico, ki je bila njeno ideološko nasprotje. V nekem obdobju najstniških let sta po sredini sobe potegnili črto s kredo, pri čemer je Unity svojo polovico okrasila s svastiko in portretom Adolfa Hitlerja, Jessica pa je obesila komunistično kladivo in srp ter sliko Vladimirja Lenina. Ko je vstopila v zgodnja odrasla leta, je Unity v svet britanskega in nemškega fašizma potegnila njena sestra. Dianin odnos z Oswaldom Mosleyjem. Leta 1933, ko je imela komaj 19 let, sta sestri obiskali shod nacistične stranke v mestu Nürnberg. Prvi izmed velikih spektaklov tukaj, potem ko je nacistična stranka prevzela oblast v Nemčiji. Unity se je naslednje leto vrnila v Nemčijo, da bi obiskovala jezikovno šolo v Münchnu. Vendar se zdi, da je bil njen pravi namen srečati Hitlerja osebno, kar ji je uspelo nekaj mesecev kasneje. Jasno je, da je skušala osvojiti nacističnega diktatorja, ki je bil 25 let starejši od nje in skozi leti 1935 in 1936 se je trudila, da bi se mu še bolj prikupila. Ti napori so bili na koncu zaman, saj je Hitlerjev odnos z Evo Braun postal resnejši sredi 30 let, vendar je Unity kljub temu postala del ožjega kroga nacističnega vodstva. Do leta 1936 je bilo jasno, da je njen silovit antisemitizem, ki je presegal antisemitizem drugih članov njene družine, kot sta Diana in Tom, očiten. Zaradi svojih dejavnosti v Nemčiji pa jo je spremljala MI5. Ko je septembra 1939 izbruhnila vojna, je Hitler svetoval Unity in njeni sestri Diani, da se morata vrniti domov v Veliko Britanijo. Unita je bila obupana in je poskušala narediti samomor tako, da si je ustrelila v glavo. Hitler je plačal njene zdravstvene račune in delno si je opomogla. Unita se je na koncu res vrnila v Anglijo v začetku leta 1940. Čeprav so njene poškodbe povzročile poškodbo možganov, od katere si nikoli ni popolnoma opomogla. Tam se je zgodil najbolj skrivnosten del njene zgodbe. Saj naj bi po prepričanju mnogih vstopila v porodnišnico in kmalu zatem rodila otroka, ki je bil dan v posvojitev. Zapisniki v zvezi s tem so zelo nejasni. To pa je skozi desetletja omogočilo, da so se špekulacije še povečale. To enotnost je rodila Hitlerjevega otroka, ki je živel nekje v Britaniji skozi drugo polovico 20. stoletja, verjetno ne vedoč o svojem poreklu. Vendar pa ni nobenih konkretnih dokazov, ki bi podpirali to domnevo, in če je Unity med vojno res rodila otroka, je bil ta najverjetneje oče John Andrews, pilot RAF, s katerim je imela v tem času kratko razmerje. Unityčino zdravje se je v 40 letih poslabšalo zaradi stalnih zapletov, ki jih je povzročil njen poskus samomora leta 1939. Umrla je leta 1948, stara 33 let, zaradi meningitisa, ki ga je povzročila oteklina možganov okoli krogle v njeni glavi. Medtem ko sta bili Diana in Unity v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja odkrito povezani z britanskimi in nemškimi fašisti, je njuna mlajša sestra Jessica sprejela ideološko povsem nasprotna politična stališča. Močno se je oprla svoji konzervativni in aristokratski vzgoji ter prezirala politiko svojih staršev. V znak upora se je pri 19 poročila s svojim drugim bratrancem, Esmondom Romiljem, ki se je pravkar vrnil iz služenja pri komunistih v španski državljanski vojni. V poznih 30 letih sta nekaj časa preživela v Severni Ameriki, kjer jima je kljub njunemu poreklu nenehno primanjkovalo denarja. Ko se je začela druga svetovna vojna, se je pridružil kanadskim letalskim silam, vendar je bil ubit v akciji novembra 1941, ko je njegovo letalo izginilo na povratku z bombniške misije nad nacistično Nemčijo. Drugo poglavje Jessicinega življenja se je začelo leta 1943, ko se je poročila z ameriškim odvetnikom za državljanske pravice po imenu Robert Trouhoff.
Preselila sta se v Kalifornijo, kjer je naslednje leto postala ameriška državljanka. Tam sta se oba pridružila ameriški komunistični partiji, zaradi česar sta bila v sredini 50. let na vrhuncu protikomunistične gonje senatorja Josepha McCarthyja zaslišana pred odborom za neameriške dejavnosti. Vendar pa se je slava Jessike resnično začela povečevati v 60. letih, ko je postala ena najbolj znanih ameriških preiskovalnih novinark. Razkrivala je temno plat vsega, od pogrebniške industrije v Ameriki do zgodnjih razkritij ameriškega zaporniškega sistema. Napisala je veliko knjig, vključno z avtobiografijo z naslovom O upornikih, v kateri je analizirala nenavadno politiko in ozadje svoje družine. Med drugim so Jessico Mitford hvalili tudi znani posamezniki, kot sta Christopher Hitchens in J.K. Rowling, zaradi njenih pogumnih političnih prepričanj v novinarstvu. Na koncu je umrla za rakom na pljučih leta 1996 pri 78 letih. Najmlajša od sester Mitford, Deborah, je tudi sama živela izjemno življenje, vendar pa to morda zbledi v primerjavi z dobrimi in slabimi podvigi nekaterih njenih starejših sorojencev. Leta 1941, na vrhuncu druge svetovne vojne, se je poročila z lordom Andrejem Cavendishem, sinom 10. vojvode Devonskega, ene najstarejših in najbogatejših plemiških družin v britanski aristokraciji. In gospodje iz dvorca Chatsworth, ene najlepših plemiških posesti v Angliji, sredi narodnega parka Peak District. Deborina glavna pot do slave je bila nekoliko manj sporna kot pri nekaterih njenih sorojencih. Postala je javni obraz dvorca Chatsworth in nadzorovala njegov razvoj v eno najlepših angleških graščin z lastnimi vrtovi in turističnimi zmogljivostmi. Prav tako je podpirala prenovo več manjših vasi na obrobju obsežnega posestva Chatsworth. Napisala je več knjig o Chatsworthu, njegovi zgodovini in trenutnem stanju. Prav tako pa je vodila prenovo samega obsežnega dvorca. Zaradi tega je dvorec Chatsworth danes ena najbolj cenjenih turističnih znamenitosti v severni Angliji. Politično je bila bolj naklonjena Jessici in v 80. letih je postala članica levo usmerjene, čeprav kratkotrajne socialdemokratske stranke. Ko je Deborah umrla leta 2014 pri 94 letih, se je zgodba sester Mitford z vsemi svojimi protislovji in zanimivimi preobrati končala. 110 let po rojstvu Nancy, leta 1904. Hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o sestrah Mitford. Upam, da ste ga našli zanimivega. Vsaka od sester bi verjetno lahko imela svoj lasten video. Zato mi sporočite, če želite bolj poglobljene videe in če imate kakšne druge predloge, mi jih prav tako napišite v komentarje. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe, takoj ko jih naložim. To je vse z moje strani, vidimo se v naslednjih pozabljenih življenjih. Hvala!